Ojla, ojla, živjo, pozdravljene v mojem predavanju oziroma aromaterapevtske minutke jih imenujem, ker bodo bolj kratke, a ne, kot predavanje. In danes mogoče tudi, da vas pozdravim, da povem, da vas pozdravljam med počitnicami in da sem, se tako ne pripravila preveč in bom malo pokukala, tako da upam, da je vse okej. Kaj bi rada danes predala? Zadnjič je imela Barbara temo lastne vrednosti in, me je nagovorilo to, da gremo v to smer tudi z aromaterapijo. Se pravi, nekaj na temo, kar vsaka od nas v določenih trenutkih potrebuje, verjamem, in sicer pogum, notranjo moč, zaupanje vase. In, vsaka kdaj stoji na razpotju med strahom in korakom naprej, med dvomom in pa to, da stopi v svojo polno moč. In aromaterapija, vonji narave so čudovit način, da se znova povežemo s svojo notranjo močjo. Seveda ne edini, je pa res, dišeča in učinkovita podpora. Še prej bi pa rada, tako kot, na vsakem srečanju, predala nekaj teorije, a ne. Nekaj besed o varni uporabi eteričnih olj. In varnost je res na prvem mestu. Eterična olja so zelo močne substance in, jih je treba uporabljati pravilno. Nekatera eterična olja, če začnem zdaj kar po vrsti, lahko dražijo kožo. Oziroma začela bom tako. Eterična olja lahko dražijo kožo vsa, a ne. Zato jih nikoli ne nanašamo neposredno na kožo, vedno redčimo v nekem osnovnem olju, če bomo mazali na kožo, se pravi v rastlinskem olju, ali pa raztopimo v etanolu, če bomo to popršili po prostoru ali pa imeli za parfumček. Nekatera pa še bolj dražijo kožo, a ne, in v to skupino, še posebej dražilnih, sodijo eterična olja s fenoli, kot so cimet, klinčki, timijan, origano, in ta absolutno se ne priporočajo za kožo, no. Morda v, izparilniku, a ne, kot kombinacijah, čemu, ampak je res treba ravnati s temi še posebej previdno. Nekatera so fototoksična, to ste zagotovo že slišali, in to so nekateri citrusi, sploh pa bergamotka. Bergamotka je meni, Muca me je prišla pozdravit. Bergamotka je meni zelo, čudovito olje, no, in zdaj sem se odločila, da ga uporabljam brez bergaptena, kupujem ga brez bergaptena in s tem potem ni problem, če greš na sonce. Eteričnih olj ne jemljemo oralno, ker lahko poškodujejo jetra, nekatera so nevrotoksična, delujejo, na živčni sistem, sprožajo tudi kakšne epileptične napade lahko, kakšen ožepek, žajbelj sta tule najbolj, kritična. Previdnost pa absolutno seveda velja za otroke, za starejše, za nosečnice, tule jaz ne bi nič, a ne, in pa za osebe z občutljivo kožo oziroma, lahko seveda kakšne res take blage, kot je sivka, kakšna kamilica, a ne. In vedno jih hranimo izven dosega, otrok, a ne. Tudi hvala bogu je pokrovček takšen, da ga je treba pritisniti dol in se šele potem odpre. Sicer pa, stran seveda na kakšne poličke, drugačne visoke, če imate majhne otroke, in pa seveda stran od oči. Dostikrat, mislim, fino je, da se naredi tudi
varnostni test na koži, da se na neki mali košček kože najprej namaže to mešanico, a ne, da se vidi, če če smo slučajno občutljivi, alergični ali kakorkoli. Če jih uporabljamo zavestno in varno, so lahko čudovita podpora našemu telesu in čustvom, a ne, ker ne delujejo samo fizično telo, sem zadnjič razlagala, ampak tudi na, čustveno, mentalno, in omenila sem tudi prejšnjič, da vplivajo na limbični sistem, del možganov, kjer so shranjena vsa čustva, spomini, in, nekatera res lahko, a ne, spodbujajo, prebujajo samozavest, fokus, neko tako odločnost, in če to opremimo, še z namero prej, a ne, je pa toliko bolj učinkovito. Tako da pri pogumu in ženski moči nam še posebej lepo stojijo ob strani tista eterična olja, ki hkrati prizemljujejo, krepijo naš in pa, odpirajo srce, kar je bila pa tema februarja. In ena taka lepa celostna kombinacija, ki združuje, to se mi zdi meni, rožmarin, lovor, cedra in pa kakšna cvetlična nota, kot sta jasmin, geranja ali pa vrtnica. No, jaz sem zbrala za ta parfumček, katerega bomo pol še omenjali, vrtnico. Seveda pa je zraven povsod pri meni v vseh parfumčkih je tudi kakšen citrus, zgornja nota, a ne, ker se običajno itak sestavlja iz zgornje, srednje, spodnje note. Pa mogoče o tem kdaj drugič, kaj so te note. In, citrusi ne samo zaradi mislim, ne samo zaradi, pač zaradi delovanja in zaradi tega, ker je to, najbolj hlapne, najbolj hlapna so ta eterična olja in jih potem tudi najprej zaznamo, a ne. Sicer, ko povonjamo, jih čutimo, vonjamo in potem se nekako najhitreje razgubijo, potem pa pridejo, vsa, druga olja, a ne. Srednja nota in pa na koncu se obdrži najdlje spodnja nota, kot je kakšna sandalovina, pačuli, amiris, bosvelija, in tudi cedra, ki jo imamo mi tukaj, no. Zakaj sem zbrala ta eterična olja? Ker pokrijejo vse, vse ravni, telo, in srce. Telo, za to je odgovorna recimo cedra. Cedra nas prizemljuje, naša moč je stabilna, mirna, a ne. Seveda rožmarin, lovor za fokus, odločnost, samozavest, samozaupanje. In pa za srce so cvetlične note, kar smo že zadnjič govorile, v tem primeru vrtnica, da nam odpre, mislim, da odpre ta mehek ženski, vidik moči, ki je bolj ljubeč, in ne tako trd. In ravno zaradi vrtnice, je ta mešanica deluje bolj mehko, bolj ženstveno in spominja nas, da moč prihaja ne iz napora, ampak iz neke notranje povezanosti, sprejemanja topline. In ko smo že pri tej, mehki moči, bi rada podelila eno izkušnjo iz meditacije moje. Jaz ponavadi dostikrat meditiram tako, da postavim prej kakšno vprašanje, potem pa se, odprem za odgovor, za modrosti, ki so kjerkoli si pač predstavljamo, ali da so v nas ali da so kje, v obliki vodstva. In ko sem v nedavni meditaciji prosila vodstvo za
zavedanje naše moči oziroma v tistem dnevu seveda moje, ker, je bila to, očitno takrat potreba, je odgovor prišel, zelo preprost in nekako takole bi ga povzela, pa bom kar prebrala, ker jaz si pač pol to sproti, zapisujem, in bom kar prebrala. Naša moč je naša svetloba, naša dobrota, naš sijaj, naša ljubezen. In ta moč ni rušilna, kot si moč pogosto predstavljamo. Ni nekaj, kar bi prihajalo iz boja ali nadzora. Naša prava moč je prisotna v mirnem, blaženem stanju, ki je lahko vedno z nami. Tam je naša resnična moč, vedno dostopna, kadarkoli jo želimo začutiti. To je mehka moč, moč prepojena z ljubeznijo in svetlobo. In prav to je moč, ki jo svet danes najbolj potrebuje. Naj se lesketa. To je bil tudi zadnji stavek, ki sem ga takrat zapisala in mi je bil tako, naj se lesketa. Se strinjam z vsem, kar sem prebrala. Pa kljub temu to, mirno, blaženo stanje, ni vedno z nami, vsaj z mano ne, ne vem, kako je z vami, lahko mi pokomentirate in me malo, in mi date malo feedbacka, ampak, roko na srce, ni vedno tako lahko to doseči, ampak, ko sem se danes peljala domov iz Ljubljane, sem razmišljala, kaj pa je pol rešitev, in je bilo, mislim, in itak ja, za mene je itak zdravilo to zavedanje, zavedanje trenutka, se pravi, biti v trenutku in zavedanje trenutka res odpira vrata notranjemu miru. Je pa to trening in, trening, da se čim večkrat vračamo v telo in, tudi vonji pravzaprav, ko mi povonjamo nekaj, nas avtomatsko prestavi v ta bolj lep, umirjen, počasen svet, In, in ja, tukaj bi omenila mogoče Maja Rular Razpršilo in The Moment, ki, res vsebuje, čudovita eterična olja, od kopala do nerolja in te ustavi in ti je lepo, takrat, v teh, v teh vonjih. Tako da, ja, mini ritual, bo tudi danes, vitaminski, jutranji oljni parfumček za pogum in srčno moč. Se pravi, z namenom, da vnesemo v dan več samozavesti, jasnosti in notranje moči, To je recimo en tak, parfumček za, jutranji začetek dneva. Osnova je jojoba, eno stabilno olje, jaz, ke zdaj kreiram, 3 svoje dišave nove, tako, v obliki oljnega parfumčka, čisto tudi za special priložnosti sem, seveda ohranila kot stabilno olje marulo, ker je to, v vseh izdelkih blagovne znamke Maja Rular in je tudi stabilno olje, kot jojoba. Ampak tega pa, mislim, večina ljudi pa ustvarja z jojobo in zato jaz kar tega navedem, Dodala sem ji torej jojobi eterično olje cedre, rožmarina, lovorja, grenivke in pa vrtnice. Vse v obliki eteričnih olj, vrtnica je v obliki absoluta.
in recept bom tudi dala v ekstra objavo. Namen, ke to govorim, a ne, ni, da bi si ve kupile eterična olja vsaka naredila, verjamem, da si ne bo. Ampak, mogoče vseeno pa, slišiš, katera so ta olja in si vsaj kakšno nabaviš in ga imaš v izparilniku, za prostor. Ali pa včasih kar, da se povonja iz stekleničke, čeprav to ni najbolj optimalno, ker potem odpiramo vsak dan to, a ne, in če mi odpiramo, v bistvu, bolj, se lahko olje hitreje pokvari, no. Ja, evo, to je to. Delila bom recept, zakaj sem izbrala ta olja. Tukaj bom malo tudi pokukala, a ne. Cedro, cedra je olje prizemljenosti, ponosa, samospoštovanja, samozaupanja in lepo se povezuje tako s cvetličnimi notami kot s citrusi in jaz sem jo lepo povezala tule z grenivko in, vrtnico. Grenivka je kot citrus, spodbuja samozavest, voljo, radost prinaša. Ima en tak poživljajoč, krepčilen, vpliv, daje energijo in je odlična za jutranje rituale, sploh v kombinaciji z rožmarinom. In če grem kar na rožmarin, je pa itak znan, a ne, da krepi samozavest, vliva, pogum, prebuja telo in in povečuje čuječnost, izboljša, razpoloženje, in je res idealen za začetek dneva. Lahko ga imate si ga date tudi v kakšen tuš gel, a ne, naraven, da vas zjutraj, pričaka ta vonj že v kopalnici. Jaz imam sicer v kopalnici, zdaj že nekaj časa nastavljeno razpršilo, Energy Cleansing, in, preden se grem tuširat, si kar tuškabino pošpricam s tem razpršilom in, se mi zdi, da, tako malo lahko pade teža dol in malo sperem, ne samo z vodo. To je bil zdaj, to ni bilo zdaj v planu, no, povedati, ampak, vmes sem se spomnila. Potem lovor, prav tako pomembno olje pri pomanjkanju samozavesti, spodbuja pogum, vztrajnost, da se mi lotimo, doseči neki cilj, a ne, v tem smislu vztrajnost. Vrtnica pa seveda simbolizira ljubezen, sočutje, in je idealna za takrat, ko potrebujemo več nežnosti do sebe, začutiti ta mir, in mehkobo. In mešanica, ja, tiste, ke boste sprobale, je taka prijetnega vonja in primerna za vsakodnevno uporabo kot parfumček. Kako pa uporabljamo? Seveda nanesemo, ga na pulzne točke, a ne, jaz ponavadi uporabljam vedno zapestja in potem, me prestavi v ta svet, ki se kar malo ustavi. Lahko je to, potem srčni predel, a ne, kot sem zadnjič omenila, srčno čakro, ali pa pač ta vratna jamica. Kadarkoli čez dan, sploh pa zjutraj, če želimo stopiti v dan tako bolj naštelane, bolj prizemljene, samozavestne in, v zavedanju svoje svetlobe, če se izrazim z, izrazom iz meditacije. Tako da ja, za zaključek, kot sem že po moje vsakič povedala, da nas lahko čudovito podprejo in so nežna spremljevalka, na poti osebne rasti. In ta ritual nas res lahko spomni na našo mehko moč in da je vse, kar potrebujemo, že v nas, a ne.
In, s tem bi zaključila za danes in, spomnim tebe in tudi sebe, da, je vse, kar potrebujemo, že v nas. Tako. Za naslednjič se srečamo pa z Nušo, kundalini, energija in pa z Piko, stik s telesom, dih, tako da se mi zdi, da so te pripeljale v mesecu marcu take bolj teme za prebujanje, a ne, prebujanje nas, več energije, tako. Tako da, napišite mi, če vam je bilo kaj koristnega, in, hvala za današnjo pozornost. Pa.